Pozdravljeni, sem Mateja Strgulec in v tej predstavitvi vam želim na kratko predstaviti izkušnje s pridelavo industrijske konoplje za seme in cvet v zadnjih 3 letih na območju jugovzhodne Slovenije, predvsem glede izvajanja setev in dobrih praks ravnanja z rastlinskimi ostanki konoplje, ki ostajajo na njivah. Poskusna pridelava je potekala na srednje težkih, globokih tleh, dobro založenih shranilih, nekoliko bolj kislih sicer in tudi le srednje dobro založenih s humusom. Temeljno gnojenje smo izvajali pred setvijo, običajno s hlevskim in mineralnim gnojem, v količini za pričakovani pridelek 2 tone zrnja na hektar in v skladu z gnojilnimi načrti. Konoplja se je vključevala v kolobarje s koruzo in žiti na njivah, predvsem s klasično obdelavo tal in z mehanizacijo, ki se najbolj pogosto uporablja na manjših kmetijah, ki se tudi največkrat odločajo za setev konoplje. Lahko rečemo, da so bila tla ponekod že obremenjena s slabšo strukturo, kar pripisujemo dokaj ozkemu kolobarjenju in slabšim vključevanjem dosevkov preko zime. Posledice poškodovanih tal lahko opazite tudi na slikah, torej predvsem kot deformacije glavnih korenin. V poljskih poskusih smo sejali sorte, ki se že običajno uporabljajo. To so bile predvsem sorte Finola, Fedora 17 in v zadnjem letu tudi nova slovenska sorta Fiona. Zanimale so nas razlike med njimi, vendar žal v 3 letih preizkušanja s popolnoma različnimi vremenskimi pogoji težko zaključimo, katera sorta je optimalna glede na številne spremenljivke, zato se bo v bodoče sortno preizkušanje moralo še nadaljevati. Tradicionalno se pri nas konoplja seje z žitno sejalnico na medvrstno razdaljo 12,5 centimetrov, ob porabi semena nekje med 20 in 40 kilogrami na hektar. S poskusi pa smo želeli preveriti, ali je setev z žitno sejalnico primernejša kot setev s koruzno sejalnico. Lahko rečemo, da smo v 3 letih oziroma v 3 letih preizkušanja, v 2 letih, torej v letu 2021 in 2022, dosegali boljše pridelke z žitno sejalnico, kakor pa setvijo na večje medvrstne razdalje. V letu 2023 pa je bila gostejša setev slabša, predvsem zaradi mokre pomladi, ko so pleveli dobesedno prerasli konoplo in popolnoma uničili posevek, medtem ko je posevek s koruzno sejalnico ob enkratnem okopavanju dosegel nekoliko višji pridelek. Ob tem izpostavljamo še kritično točko, takoj po setvi, ko so prisotne ptice pogosto povzročale škodo z zopanjem posejanega semena in kar je precej vplivalo na samo višino pridelka. In z tega vidika vidimo, da bo v bodoče temu potrebno dati večjo pozornost, predvsem z možnostjo prekrivanja posevkov s koprenami. In kako vidimo usmeritve za uspešno pridelavo konoplje v bodoče? Predvsem menimo, da se je nujno treba prilagoditi dejstvu, da so se vremenske razmere v času setve, torej spomladi, pa tudi kasneje v rastni dobi precej spremenile in terjajo uvajanje določenih sprememb tudi v pridelavo konoplje. Potrebni ukrepi, ki so se običajno priporočali, niso učinkoviti takoj, pač pa šele v nekaj letih. In za uspešno setev in vznik konoplje bo potrebna večja pozornost na tla, na vzdrževanje dobre talne strukture in zadostne vsebnosti humusa, poleg vseh ostalih hranil. Tako bomo dosegli, to zadevo pa bomo dosegli le s postopnim prehodom na zmanjšano obdelavo tal
zasetve, ki pa bodo možne le, če bodo njive ozelenjene preko zime z dosevki, oziroma bodo tla zastrta vsaj z neprezimnimi dosevki. V tem smislu kaže drsnica tudi to hišo pod imenom Ohranitveno kmetijstvo, ki temelji na treh stebrih, kot sem jih imenovala, torej bolj zmanjšana obdelava tal ali ohranitvena, talna pokritost tal, torej tudi vključevanje dosevkov in pa pestrejši kolobarji. Da bomo tla lahko obdržali v ustrezni kondiciji do setve, ki se pri nas izvaja najbolj pogosto nekje od začetka maja pa celo do sredine junija, je potrebno res poskrbeti, da bodo spomladi tla čim dlje zasejana z dosevki. V novih podnebnih razmerah ima večji pomen tudi sama obdelava tal. Pri klasični obdelavi s plugom in vrtavkastimi branami, kot se pogosto izvaja, je namreč sedaj veliko težje in dražje uspešno izvesti setev kot nekoč, saj so učinki zime na golih tleh močneje erozivni, spomladanske suše ali moče pa tudi. Za uspešno setev v bolj grobo obdelana tla pa bo nujno poskrbeti tudi za izboljšano sejalnico oziroma sejanje. Ta sejalnica mora biti težje izvedbe, lemežna, da je kos tako pripravljenim tlem. Seveda je trenutno velik izziv, kako priti do take mehanizacije, in zato svetujemo pridelovalcem konoplje, da se res zavzamejo na tem področju in poiščejo čim boljše strojne usluge v tem smislu in v svoji bližini. Gre za to, da na kakovostni setvi v veliki meri temelji celoten uspeh pridelave industrijske konoplje. Poleg naštetih treh stebrov oziroma usmeritev za uspešnejšo setev, pa ne gre pozabiti tudi na to, da je treba poskrbeti za uvedbo namakanja tudi v posevkih konoplje. Naslednje pomembno tehnološko področje, ki ga izpostavljamo, je ustrezno ravnanje z ostanki industrijske konoplje na njivah, da bi dosegli kar najboljšo predposevno vrednost te rastline, ki je potem ravno prepoznana. Po žetvi konoplje v jesenskem času ostane na njivi okrog 40% biomase. Gre predvsem za stebla, nekaj listja in korenine. Ta masa predstavlja nekje polovico hranil, ki smo jih dodali z gnojenjem, ter ogromno količino organske snovi za povečanje humusa in ogljika v tleh. Pomembno je, da pravilno ravnamo s to maso, da nam bo omogočala trajnejšo pridelavo na njivah, zmanjšano obdelavo tal in pa tudi večjo ugodnost tal, ter čim manj stroškov seveda. Bogata zastirka, ki jo ostanki konoplje ustvarjajo na njivah, predstavlja nekje 50% pokritost tal. Ta zastirka ostaja na njivi preko zime in se postopno razkraja. Ob tem ustvarja ugodne talne razmere in dobre pogoje za rast raznim prezimnim in neprezimnim dosevkom. Bistveni element pri ravnanju z rastlinskimi ostanki je, da puščamo ostanke na površini. Jih ne mulčimo, niti ne zaoravamo, saj je to nepotrebno in drago ter do okolja neprijazno. S tem omogočamo tudi, da pri žetvi izpadla semena lahko ponovno kalijo in dopolnijo na novi posejani dosevek. Z opazovanjem dobrih praks pridelovalcev konoplje v jugovzhodni Sloveniji in Posavju je puščanje rastlinskih ostankov na površini in direktna setev vanje pozitivno vplivala na rast vseh kultur v naslednjem letu. To vidimo inkarnatko v spomladanskem času, pa tudi razna žita,
in mešanice z inkarnatko, grašico in žiti se dobro odzovejo na to. Tudi primer zaoranih ostankov v pridelavi koruze v naslednjem letu je pokazal prednosti pri spomladanskih sušah na lahkih tleh, ko se je ta suša ob predposevku konoplje bistveno zmanjšala kot na ostalih njivah. Razpadajoča zastirka povečuje novim posevkom vlago, hranila, preprečuje rast plevelom in povečuje življenje v tleh. Pri lopatnem poskusu je bilo videti dobro strukturna tla in tudi bogato življenje z deževniki, drugimi makroorganizmi in njihovimi številnimi rovi. Pričakovano boljšo mikrobiološko aktivnost smo želeli tudi nekako izmeriti. Odločili smo se za uporabo metode razkroja zakopanih čajnih vrečk, ki se v tleh razkrajajo v skladu z vitalnostjo tal. To je ena od prepoznanih metod v pedologiji za merjenje živosti tal. Vrečke smo na 3 mestih na njivah zakopali v tla na globino območja korenin v jesenskem času po spravilu konoplje in za primerjavo še na njivo z ekstenzivno pridelavo ozimne pšenice jeseni, ki ni bila gnojena. Spomladi smo vrečke izkopali, jih posušili in stehtali. Izguba teže zakopanih vrečk je pokazala talno mikrobiološko aktivnost. Rezultati teh aktivnosti pa so pokazali, da je bila mikrobiološka aktivnost tal na njivi po spravilu konoplje enkrat večja kot na njivi s pšenico, saj je bila masa izkopane vrečke čaja enkrat manjša v konoplji kot v pšenici. Rezultati poskusa so še dodatno podkrepili hipotezo o dobri sposobnosti konoplje za dvig mikrobiološke aktivnosti tal in njeno dobro predposevno vrednost za naslednje kulture v kolobarju. Hvala za vašo pozornost in želimo vam še veliko uspehov v pridelavi industrijske konoplje.